lepo pozdravljeni. Tokratno oddajo najprej namenjamo pestremu dogajanju ob zaključku lanskega šolskega leta. Ob zadnjem šolskem dnevu nas je neizmerna vročina pognala iz monotonih šolskih klopi in nas usmerila naravnost uživanja v sveži poletni sapici na prostem. Tako smo tudi letošnje šolsko leto zaključili s kulturnim maratonom, ki nas spremlja že vse od davnega leta 1998. Ker imamo radi raznolike lokacije, ki povestijo vzdušje, smo se tokrat odpravili v širši okoliš šole. V sklopu delavnice Kdor bere knjige, živi 1000 življenj so dijaki brali romane znanih avtorjev, ki so jim popestrili vzdušje v senci ali pa pod toplimi sončnimi žarki. Gotovo so vase že vsrkali vseh 1000 življenj. V kateri delavnici sodeluješ danes? Danes sem v delavnici, ki se imenuje V svetu Cankarjeve dramatike. Kaj pa počnete pri tej delavnici? Sedaj gledamo film, potem pa bomo še brali Cankarjeva dela. Zakaj pa si se odločila prav za to delavnico? Za to delavnico sem se odločila, ker imamo drugo leto na maturi Cankarja in sedaj gledamo film o njem in bomo brali maturitetne knjige. V delavnici Kultura elektronika so se dijaki prelevili v prave DJ-je in spoznali osnove meditacije. V kateri delavnici sodeluješ danes? Kultura elektronika. Kaj pa počnete v tej delavnici? V tej delavnici imamo tako nekak sklop 4 poddelavnic oziroma meditacije, metaforičnega razmišljanja ter še ene, točno ne vem katere, ter meni najljubše DJ-je in tega pač. Zakaj pa si se odločil prav za to delavnico? Prav zaradi tega DJ-janja, ker sem velik ljubitelj tehnoglasbe in mi je to res neka sprostitev. Ob spontanem sprehodu okrog šole so našo pozornost pritegnili dijaki, ki so nabirali dozo svežih vitaminov ob igranju klasičnih družabnih iger, ki so primerne za vedoželjne igralce vse od 1 pa do 99 let. Nedvomno uživajo v dobri družbi in sproščenem vzdušju. Taki in drugačni umetniki so se brali v delavnici uličnega gledališča Ane Modro, kjer so znova pokazali svoje sposobnosti in talent za javno nastopanje. Nahajamo se z Markom, ki sodeluje v delavnici uličnega gledališča. Pa nam pej, Marko, kaj počnete tam? Tam spoznavamo različne tehnike za skupinsko povezovanje. A se ti zdi zanimivo? Zelo. Spoznali smo nekaj novih tehnik, ki se mi zdijo zelo zanimive in ni mi žal, da sem se upisal v to delavnico. Želim ti uspešno delovanje naprej. Hvala, enako. Imamo pa tudi umetniške duše drugega kova. To so slikarji, ki so ustvarjali malce bolj abstraktno. Svoje čustva so prilili na platno in nastali so zanimivi izdelki. Tokrat se nahajamo v delavnici abstraktnega slikarstva in danes je z nami Ališa. Pa nam povej, kaj te je pritegnilo, da si se odločila za ravno to delavnico? Sama sem že pri predmetu ITS umetnost in to me je nekako navdušilo, da sem prišla sem. In kaj predstavlja tvoj današnji izdelek? To je abstraktno slikarstvo, to pomeni moja čustva, svetla in temna plat mojih čustev. Super, želim ti uspešno kreacijo. Za ovinkom so dijaki risali po svojih telesih s pravo kano. In marsikdo je bil vesel, da je presenečen, da je lahko tokrat poskusil nekaj novega. Midvi sva v delavnici poslikave s kano. Kaj pa je pritegnilo, da ste tukaj? Še nikoli nisem risala s kano in sem imela zdaj priložnost, da to poskusim. Vam je bila izkušnja všeč? Ja, zelo. Pa nam pokažite. Wow. Fantje so se pomerili v igri košarke in nogometa, kjer je bilo vzdušje prav športno in navijaško. Nekaj delavnic je potekalo izven šole. Nekateri so se sprehajali po sencah Ljutomera, spet drugi so uporabljali raziskovali mistični svet kvantne fizike in astronomije, tretji igrali odbojko na miki ob ljutomerskem kopališču ali se preizkusili v športnem ribolovu. V novinarski delavnici pa smo z veseljem zbirali prispevke od celotnega petkovega dogajanja. Konec junija je tradicionalno tisti čas, ko se ozremo nazaj na vse pretekle dogodke in dosežke šolskega leta. To smo storili tudi letos, ko smo pripravili slavnostno akademijo s podelitvijo priznanj in nagrad najuspešnejšim dijakom GFML, hkrati pa počastili slovenski državni praznik, dan državnosti in 100 let meščanske šole v Ljutomeru. Ob tej priložnosti smo gostili direktorja Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, dr. Vinka Logaja. Na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo želimo v okviru svoje dejavnosti skupaj z različnimi inštitucijami ter z učitelji in učiteljicami slovenskih šol še izboljšati
in z različnimi aktivnostmi intenzivneje podpreti vse tiste vsebine in oblike vzgojno-izobraževalnega dela, ki pomenijo razvoj in kakovost. Skupaj z gospodom ravnateljem Ljutomerske gimnazije in še nekaterimi sodelavci smo pripravili tudi nov program umetniške gimnazije, smer gledališče in film, ki je zaživel na Ljutomerski gimnaziji in je edini program umetniške gimnazije v Pomurju. Lahko smo ponosni, da živimo v državi, v kateri imajo prav vsi mladi priložnost in možnost kvalitetnega izobraževanja, ki je osnova tudi za našo skupno bodočnost. Jure Šimonka je predstavil svojo fotozgodbo o Razkrižju in videli smo tudi nekaj glasbenih točk, ki so popestrile dogajanje. 3. B razred pa so bili nagrajeni za svoj trud v šolskem letu z nazivom Naj razreda in izletom v Gardaland. Maturanti so tudi letos nestrpno pričakovali rezultate mature, ki so bili tudi tokrat izvrstni. Topel poletni večer na glavnem trgu v Ljutomeru bo ostal v lepem spominu dijakom in dijakinjam GFML, ki so z opravljeno maturo zaključili šolanje na naši šoli. V uvodnem delu sta zbrane nagovorila ravnatelj in predstojnica Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Irena Kumer. Pred 4 leti se vas je več desetnih devetošolcev odločilo, da zmorete končati šolo, ki se uvršča po kakovosti in učinkovitosti v sam vrh slovenskih srednjih šol. Zato ste izbrali za svojo gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer ali GFML. Bodite ponosni na to svojo izbiro, bodite ponosni na gimnazijo, tako kot smo ponosni vsi tukaj prisotni na vas, na letošnjo generacijo. Zapletena vprašanja človekovega bivanja, vprašanja o dobrem in zlu, ki vedno zahtevajo ne le znanje, ampak kritično razmišljanje, presojanje, odprtost in solidarnost, sodelovanje in povezovanje, zagotovo niso bila enostavna. Pa vendar za slehernega izmed vas veliko lažja zaradi vaših profesorjev, ki so vas vsa 4 leta usmerjali in podpirali. Zato jim danes še enkrat gre velika zahvala za pomoč pri razvijanju vaših talentov in osebnem razvoju. Hvala vam, kolegi. Dragi maturanti, zdaj se vam odpira pot iskanja in kreiranja seveda novih znanj. Iskanje odgovorov na izzive, ki se izrisujejo na mnogih nam še neznanih poteh človekovega razvoja in družbe prihodnosti, ki je zaznamovana z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, podnebnimi spremembami in okoljskimi problemi, migracijami, sodobnimi nam neznanimi poklici. Na vas čakajo še mnoge neodkrite resnice o človeku in svetu. Prepričana sem, da boste zmogli prevzemati svoj del odgovornosti v svetu, v katerem živimo. Hkrati pa upam in srčno želim, da v družbi, ki stremi k enakosti, ohranite delček drugačnosti. Spomnili smo se tudi na dijake, ki so maturo na Ljutomerski gimnaziji opravili pred 50 leti. V njihovem imenu je zbrane nagovorila nekdanja dijakinja in profesorica Cilka Jakel. Rada bi vam predstavila svoje sošolke in sošolce, s katerimi sem pred 50 leti tudi sama poletela iz Ljutomera svojim sanjam nasproti. Tako kot danes vi, smo mi pred pol stoletja razmišljali, da je res ves svet naš, da nas nič ne more ustaviti.
Pa vendar med vami in nami, spoštovani maturanti in maturantke, niso samo velike razlike, predvsem v starosti. Mnogi med nami bi vam danes lahko bili že dedke in babice. Vsem nam je pa skupna, uspešno opravljena matura na gimnaziji Franca Miklošiča ali v mojih časih gimnaziji Frana Miklošiča. Ne bom govorila o tem, kako je bilo nam težko, se nam sploh ni bilo in je vam danes lažje. Nekaj pa bi rada poudarila. V naših časih smo morali vsi po vrsti neprestano ponavljati, da imamo tudi v Ljutomeru gimnazijo, ki nam je utrla pot v svet. Tudi na slavistiko, za katero je profesorica na Filozofski fakulteti takrat zagotovila, da od Črte, Celje, tja nismo primerni za ta študij. Pa smo ji dokazali, iz kakšnega testa smo. Vi, draga mladež, danes s ponosom poudarjajte, da ste maturanti priznane gimnazije Franca Miklošiča iz Ljutomera. Vsi bodo vedeli zanjo. Ujemite svoje sanje, letite, spoznajte širino in lepoto sveta, ki je pred vami. Ko boste posrkali vso znanje sveta, pa se vrnite nazaj v pokrajino, kjer so vaše korenine, samo ne čakajte 50 let. Sledila je slavnostna podelitev maturitetnih spričeval, zlati maturanti splošne mature Niko Farič, Nuša Hozjan, Rok Lainšček in Luka Lukač ter poklicne mature Barbara Barat, Nika Erjavec, Pija Hanc in Laura Tratnjek so prejeli bronaste kipce dr. Franca Miklošiča. Za izjemne dosežke so kipce prejeli tudi Niko Farič, Urška Filipič in Meta Štuhec. Prireditev je popestril izjemen glas mlade pevke, dijakinje 3. letnika Katarine Šebok. Prideš ti, se nebo mi razjasni, kakor da leti, sebi sam se i meni tenzi, ko pa prideš ti, se nebo jasni, čez gori ravan, seže mi pogled z goričkoga v Piran. Preden vas, drage gledalke in gledalci, popeljemo v letošnje šolsko leto, pa se še enkrat spomnimo vsega pestrega dogajanja v lanskem letu. Še pred začetkom šole so se naši maturantje seveda odpravili na maturantski izlet. Tokrat v Grčijo, natančneje na čudoviti otok Zakintos. Po bolj počitniškem uvodu so raziskali tudi celinski del sredozemske dežele, kjer so jih, tako pravijo, očarale predvsem Atene in fascinantna Akropola. Mi pa smo, kot se spodobi, šolsko leto pričeli tako, da smo dijake prvih letnikov na simbolni ravni sprejeli v našo družinsko skupnost. Za prvošolce je bila to priložnost, da si izberejo razredni simbol, himno in grb ter na glas povejo, kaj si v bodoče najbolj želijo. Dijaki 2. A razreda so šolsko leto pričeli z nagradnim potovanjem v Gardaland, saj so si v lanskem šolskem letu prisvojili naziv najrazreda. Projekt Teens Lab izvaja nemško podjetje BASF. Letos se je v Nemčiji, Ameriki in Španiji v tem projektu pridružila še Slovenija, seveda tudi GFML-jevci, ki smo se tako udeležili delavnic na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. V drugi polovici meseca je Ljutomer postal središče odprtega dialoga za pomursko mladino. Obiskal nas je podpredsednik Dijaške organizacije Slovenije. 22. srečanje slovenskih pisateljev je že dodobra zaznamovalo slovenski prostor. Vsako leto smo del tega tudi mi. Za oko besede smo tudi letos pripravili delavnico za mlade ustvarjalce in literarna srečanja z različnimi gosti. Zadnji petek v septembru se je odvijala Evropska noč raziskovalcev, ki ozavešča družbeno pomembno vlogo znanstvenikov.
Ker smo del konzorcija Univerze v Mariboru in Primorske univerze, smo ta izjemni dogodek znova pripeljali v Ljutomer. Letos je vse potekalo pod geslom Varni z znanostjo. Evropski dan jezikov smo obeležili s številnimi delavnicami za otroke pomurskih vrtcev in osnovnih šol. Tisti, ki se intenzivno ukvarjajo z naravoslovjem, pa so se udeležili ekskurzije v mesto Güssing, kar je bila svojevrstna nagrada za sodelovanje na natečaju Trajnostna energija. Mednarodna izmenjava s Španijo, Past for the Future, je španske goste najprej pripeljala v naše kraje. Gostili smo tudi dijake z Uršulinske gimnazije z Dunaja. Na drugi del izmenjave pa so se naši tretješolci odpravili spomladi. Oktober se je pričel s srečanjem v okviru modela Evropskega parlamenta na Dunaju, kjer je slovensko delegacijo zastopalo 6 dijaki naše gimnazije. Podpredsednica generalne skupščine je bila Meta Štuhec. Na jesenski Euroskoli smo zastopali barve GFML. Tako smo se pridružili več kot 400 dijakom iz 20 držav. Svoje znanje in izkušnje smo krepili na drugem delu mednarodne izmenjave z dijaki iz gimnazije Svetega Klimenta Ohridskega iz Makedonije. Erasmus Plus omogoča tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu v tujini. Tokrat se ga je udeležilo 20 najpogumnejših dijakov predšolske vzgoje, ki so se odpravili na prakso v angleške ali nemške vrtce. Gostili so jih prebivalci severno-nemškega mesta Paderborn in angleškega Lica. Potem smo sodelovali še na tehničnem dnevu učenja za življenje in se ustvarjalno predstavili na vzgojiteljadi srečanja šol s programom predšolske vzgoje. Letos nam ni bilo treba daleč, saj je potekal v Ormožu. In slogan: Dere senja z Malibija. Ob 150. obletnici prvega slovenskega tabora smo pripravili bogato razstavo. Dijaki pa so skupaj s profesorji posneli kratki dokumentarni film Zedinjeni pod prleškimi hrasti, ki je bil predvajan na osrednji slovesnosti v parku prvega slovenskega tabora. Medtem pa je že potekal jezikovni tabor, ki služi kot priprava na izpit za nemško jezikovno diplomo. Konec oktobra je v Atenah potekal mednarodni dogodek Creating Critical Minds and Voices in Europe. V 9-članski delegaciji iz Slovenije sta bila tudi naša dijakinja Meta Štuhec in njena mentorica. Slovenske barve so na drugem transnacionalnem dialogu z Avstrijo, Hrvaško in Slovenijo zastopali naši dijaki, ambasadorji Evropskega parlamenta. Obeležili smo že 25 let slovenske mreže zdravih šol in se odpravili na ekskurzijo v Salzburg in München. Novembra zmeraj zaznamujejo Miklošičevi dnevi. Letos smo razpravljali o tem, kaj je naša dediščina. Na plenarnem delu so dijaki prisluhnili predavanju profesorjev s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, sledili so številni dogodki in srečanja. Tudi strokovne ekskurzije v Ljubljano in na Dunaj so bile vez med preteklostjo in sedanjostjo. Maturantje so s profesorji zgodovine raziskovali Radgonski kot in poti Rudolfa Maistra. Na okrogli mizi z naslovom Izzivi jezika danes pa iskali novodobne jezikovne izzive. Obeležili smo mednarodni mesec šolskih knjižnic in pripravili delavnice za bodoče srednjošolce Znanje za mlade. Popoldan pa popestrili z dobrodelnim koncertom Mladi pomagamo, kjer so se ponosno predstavili predvsem pevski talenti, ki jih pri nas seveda ne manjka. In ko se navdušenje še ni prav poleglo, smo že tekmovali na Eurošoli. Dan slovenske kulture obeležili skupaj s pesnikom Andrejem Rozmanom Rozo. Z monitorjev pa že spremljali veselje ob uspehu GFML debaterjev. Konec novembra se je 5 dijakov tretjih letnikov z mentorjem mudilo v Kopenhagnu na Danskem, kjer so sodelovali na mladinski znanstveni konferenci Investiga 2018. Predpraznične dni tradicionalno zaznamuje prireditev Veselo pričakovanje, ki se najbolj veselijo otroci iz okoliških vrtcev. Tokrat se je na 2 predstavah zbralo 350 otrok in njihovih mentorjev. Fotografski natečaj Modri krog je potekal skupaj z državnim tekmovanjem iz znanja o sladkorni bolezni, ki je bilo v jeseni na naši šoli. 10. novembra smo z delegacijo modela Evropskega parlamenta iz Slovenije že prispeli v Madrid, da bi predstavili svojo državo v naprej določenem komiteju.
V okviru posameznega programa Združenih narodov nas je na šoli obiskala naša nekdanja dijakinja Anja Magdič, ki je izvedla 2 delavnici o holokaustu. Preden se v koledarskem letu poslovimo od šole in si praznično oddahnemo, se seveda odpravimo na predbožični Dunaj in se ogledamo svetovno znani musical Bodyguard. Nekatere dejavnosti so postale že stalnice, a se jih vsako leto lotevamo nekoliko drugače. Prešernovali smo tako pod mentorstvom umetnikov, igralcev, plesalcev, glasbenikov in drugih performerjev gledališča Ane Monroe. In potem smo hitro in zanesljivo računali, se udeležili debatnih turnirjev in se v oddaji na nacionalnem radiju pogovarjali o spletnem nasilju ter preživeli nekaj smučarskih dni na Rogli. Obeležili smo tudi obletnice pomembnega Slovenca Valentina Vodnika in bili nad vse veseli novice, da je gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer prejemnica najvišjega priznanja na področju šolstva, priznanja Blaža Kumerdeja za prispevek v vzgoji in izobraževanju. V drugi polovici februarja je v Parizu in Štrasburgu potekala jubilejna 50. simulacija zasedanja Evropskega parlamenta. Slovensko delegacijo je sestavljalo 5 članov, od tega 2 dijaka Ljutomerske gimnazije. Pariz, London, New York. Za naše dijake nič neobičajnega. Letos smo se po velikem jabolku potepali med zimskimi počitnicami. Medtem so maturantje simbolno zaplesali v odraslo dobo in dokazovali, kaj vse so prinesle naporne plesne vaje in kako spretni so na parketu. Seveda smo morali priklicati tudi pomlad, kar nam je odlično uspelo z igrivim postovanjem. Tekmovali smo na ekokvizu, dijaki 1. letnika pa so se že drugič udeležili mladinske izmenjave na Nizozemskem. Ker se marsikaj zanimivega in dragocenega skriva tudi v lokalnem okolju in blizu doma, smo se odpravili še na ekskurzije po Pomurju, v Zagreb, Idrijo in v Maribor. Pripravili smo tradicionalne ustvarjalnice in dokazali, da delo vzgojitelja sega na številna področja, od vzgojnega, pedagoškega do umetniškega in naravoslovnega. V začetku marca je v prestolnico Prlekije na že 17. mednarodni debatni turnir pripotovalo okoli 140 debaterjev in njihovih mentorjev iz različnih slovenskih in evropskih šol. Na hodniku pred šolsko knjižnico pa nas je ta mesec razveseljevala poučna razstava o delfinih v našem morju, ki smo jo postavili skupaj z društvom Morigenos. Umetniški talent se je ponovno pokazal ob aktualizaciji pojave Maske rdeče smrti. Kratko zgodbo so dijaki izvirno prestavili v današnji čas in se vprašali, kaj je kuga današnjega časa in kaj razkraja ter ubija družbo. Lutkovna igrica Kosovirja na leteči žlici, ki jo stalno pripravljajo dijaki 3. letnikov predšolske vzgoje, je zaradi svoje odličnosti in izvirnosti odpotovala na območno srečanje gledaliških in lutkovnih skupin, maturantje pa so si v tem času v Drami ogledali gledališko predstavo Angel pozabe in tako mesec kasneje napisali dober esej. Na osnovni šoli Črenšovci je pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije potekalo srečanje mladih raziskovalcev Pomurja. Srečanja se je udeležilo tudi 47 naših dijakov, ki so zagovarjali 29 raziskovalnih nalog z 15 različnih področij. Naši dijaki so se odrezali odlično, se uvrstili dalje in na koncu razgrabili priznanja. V sodelovanju s Policijsko upravo Ljutomer smo pripravili okroglo mizo z nadvse aktualno temo o spletnem nasilju med mladimi. Aprila je pouk popestril obisk mednarodnega politologa dr. Milana Brgleza. Svoj obisk Prlekije in Prekmurja je začel s predavanjem in diskusijo na temo Evropske unije in človekovih pravic. Spremljala pa ga je bivša dijakinja Ljutomerske gimnazije in doktorantka Fakultete za družbene vede Staša Tkalec. Tudi aprilski ekodan, katerega namen je bil dvigniti ozaveščenost o pomembnosti planetu prijaznega načina življenja, je zaznamovalo več različnih akcij in dejavnosti, saj se zavedamo, da je ekoživljenjski slog dragocen in nujno potreben za ohranitev zdravja in našega planeta.
In če ste se spraševali, kaj neki pomeni vsa ta plastika na terasi Šica, je tukaj odgovor. V drugem poletju smo se vključili v projekt Fakultete za strojništvo iz Maribora za recikliranje plastike na kreativen način. ITS naravoslovci smo skupaj s študenti raziskovali razne plastike, skupaj z ITS umetniki smo zbrali nekaj odpadne embalaže in postavili instalacijo, s katero vas še vedno opozarjamo na problematiko odpadne plastike v okolju. Z dobrimi poslovnimi idejami smo se predstavili na tekmovanju Popri 2019 in kiparili na delavnici s kiparko Ireno Brunec-Tebi. Organizirali smo akcijo zbiranja in podarjanja knjig ter na krvodajalski akciji darovali neprecenljivo življenjsko tekočino. In potem je Zveza za tehnično kulturo Slovenije dijaka Nika Fariča z njegovo raziskovalno nalogo o sintezi nanodelcev poslala na mednarodno konferenco mladih raziskovalcev v Malezijo. Vem, da nič ne vem, ker se mi nekako zdi, da s tem, da priznaš svojo nevednost, s tem, da se bolj zanimaš za to, kar ne veš, kot za to, kar veš, si odpiraš neke nove poti, si odpiraš neko novo možnost, da se nekaj naučiš. Saj, če bi jaz dejal, da jaz vem kemijo, se potem več ne bi učil, ker me več ne bi zanimalo. Drugi moto, ta je še pomembnejši, pa je, da česarkoli se lotiš, karkoli, kdaj počneš, naredi tako, kot lahko. Naredi do konca, da vloži v svoj maksimum, oziroma se raje tega sploh ne loti. Saj le na tak način, le s tem, da se res potrudiš, da res narediš, kar lahko, daš vse atome moči, kar jih imaš od sebe, le tako lahko nekaj narediš, tako kot se spodobi in tako, kot je treba. In le tako lahko najdeš neko svojo mejo, ki jo lahko dosežeš. Skoraj 60 dijakov umetniške gimnazije pa se je medtem že pripravljalo na zaključno produkcijo, na kateri so letos blesteli s Psiho in Sinjebracem, ter publiko prepričali z impro igro ter dodelanimi fotozgodbami. In ja, posneli smo čisto pravi videospot za singel Dežurnih krivcev in krajši filmček z naslovom Prekmurje je zakon. Prvomajske praznike so zaznamovale klasične ekskurzije v Rim, Neapelj in Pompeje, na kateri so potovali v London, drugi v Berlin. V okviru Evropskega tedna mladih smo v sodelovanju z Mladinskim svetom Ljutomer izvedli delavnico Ljutomer, mesto prihodnosti. Zamudili nismo niti parade učenja, dneva učečih se skupnosti. Ko so maturantje svoj križev pot že naznanili s tradicionalno ulično četvorko na glavnem trgu v Ljutomeru, predtem pa predali ključ in s tem tudi odgovornost svojim naslednikom. Nemška debata se je v tem šolskem letu končala z absolutnim prvakom Erikom Hauserjem, ki se je tako zasluženo podal v nemški pasov. Z uvrstitvijo med prva 4 mesta na nacionalnem tekmovanju v poznavanju Evropske unije pa smo si prislužili sodelovanje na Eurošoli, ki je potekala v Evropskem parlamentu v Strasburgu. Gašper Rudolf pa se je udeležil srečanja v Sibiju v Romuniji, kjer so mladi Evropejci razpravljali o Evropski uniji v prihodnosti. Ob 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom smo pripravili projekcijo dokumentarno igranega filma z naslovom Za Prekmurje gre. Bili smo zares ustvarjalni na festivalu ustvarjalnosti in inovativnosti, pripravili pa smo tudi prireditev Pisani tobogan. V goste smo povabili enega najboljših slovenskih režiserjev ta hip, Roka Bička, ki se je z razrednim sovražnikom in družino zapisal med najboljše slovenske filmarje. Z njim smo se pogovarjali dijaki umetniške gimnazije. Bili smo dejavni in uspešni tudi na športnem področju. Mišice, telo in duha smo krepili na športnem vikendu, moč pa dokazovali na srednjošolskih tekmovanjih v streljanju z zračnim orožjem, rokometu, na prvenstvih v badmintonu in v košarki. Pokazali smo premoč v odbojki na mivki, pobrali številna priznanja in nagrade, ponašamo pa se tudi z nazivom športnice leta, ki ga je prijela Brina Stanko. Intenzivno, celo maratonsko smo se pripravljali na številna tekmovanja. Zadnje, težko pričakovane dneve so zaznamovale visoke temperature in izboljševanje ocen. Zato je kulturni maraton ravno pravšnji, da se z zadovoljstvom sproščeni povaljamo po poletnem travniku ter ob tem še kaj ustvarimo.
Na zaključni akademiji pa vrhunec šolskega leta proslavimo s podelitvijo priznanj najboljšim. Ker smo GFML-jevci vedno željni znanja, smo tudi tokrat raziskovali. V raziskovanju naj je zanimalo, kateri materiali desk so najboljši za uporabo in ali je potrebno zelenjavo in meso res ločiti pri rezanju ter kako vpliva obrabljenost oziroma reliefnost deske na prisotnost bakterij. Poučila sva dve leseni, dve plastični in stekleno rezalno desko. Med lesenima deskama sva primerjala vpliv obrabljenosti oziroma reliefnosti rezalne površine na bakterije. Enako primerjavo sva opravila tudi pri plastičnih rezalnih deskah. Na testnih deskah sva rezala surovo svinjsko meso in 3 vrste zelenjave. To so kumare, papriko in korenček. Najprej sva rezala meso na enem delu deske, zelenjavo na drugem delu, nato pa oboje skupaj na tretjem delu deske. Bakterije so zbrala tako, da so z kuhinjskih rezalnih desk vzela bris s pomočjo vatirane palčke in ga nanesla na trdo gojišče agarja. Po 72 urah rezanja sva rezultate analizirala. Z analizo sva ugotovila, da se najboljše odnesla steklena rezalna deska, prav tako sva ugotovila, da se na obrabljenih deskah zadržuje več bakterij in da se na deskah, katere uporabljamo za rezanje mesa in zelenjave, pojavi več bakterij, kot če režemo meso in zelenjavo posebej na različnih kuhinjskih rezalnih deskah. Toliko smo vam pripravili za danes. Tudi letos bomo z vami vsak tretji torek v mesecu, zato se kmalu spet vidimo. Do takrat pa lepo se imejte!